Lepo pozdravljeni na četrtem predavanju, četrtem našem srečanju v šoli boljšega življenja, ki letos poteka pod skupnim naslovom Življenje brez obžalovanja. Torej, kako se izogniti najpogostejšim obžalovanjem in kako živeti polno življenje. Do zdaj smo predelali 3 od teh 5 najpogostejših obžalovanj. Danes se osredotočamo torej na 4. Želim si, da bi ostal povezan s svojimi prijatelji. Je bilo obžalovanje številka 4 po pogostosti pri ljudeh, ki so se nahajali v zadnji fazi svojega življenja, v zadnjih 12 tednih življenja in so na osnovi ene raziskave, ki je potekala, medicinske sestre, ki je skrbela za njih, izrazili svoja obžalovanja. Skratka, nocoj govorimo o področju, ki mu lahko rečemo socialno zdravje. Osredotočamo se seveda na odnose z ljudmi, ki jih imenujemo prijatelji. In glede na to, da živimo v svetu, kjer se iz dneva v dan govori o socialnih mrežah, ne le v življenju na splošno, ampak digitalnih socialnih mrežah. Mislim, da med nami ni nikogar, ki ni slišal za Facebook in podobne stvari. Skratka, omrežja ljudi, ki nam omogočajo, da smo na tekočem. Kaj se dogaja v življenju mnogih drugih ljudi, ki so bili morda naši prijatelji leta nazaj, ljudi, s katerimi smo se poznali morda v osnovni šoli, pa smo kasneje izgubili stik, naenkrat jih najdemo nekje na Facebooku, gledamo si fotografije njihovih otrok, vnukov, ne vem, kar pač imajo. V tistem trenutku na tekočem smo okrog dogajanj v njihovem življenju in ko pogledamo seveda na to, kar nam ta vidik socialnih omrežij ponuja, lahko govorimo o pozitivnem prispevku. Čeprav v zadnjem času se veliko govori tudi o tem, kar mislim, da je dobro izraženo s to mislijo. Oddaljenost danes, lahko rečemo, ni ovira za stik, ampak biti v stiku prav tako ni ovira za oddaljenost. Kaj pravzaprav ta misel pomeni? Kot sem rekel, danes zelo lahko pridemo v stik z velikim številom ljudi, z ljudmi, za katere smo mislili, da smo izgubili vsak stik z njimi. To je ta prvi del te misli in seveda nobena oddaljenost nam pri tem ni ovira. Dejansko samo priključimo se na internet, odpremo svoj, recimo, Facebook račun in smo tam. In smo v stiku z ljudmi, ki so lahko povsem na drugem koncu sveta ali pa živijo v sosednji ulici. Skratka, oddaljenost danes pri tem, da smo v stiku z nekom, ne igra nobene bistvene vloge v smislu, da nas bi ovirala za vzpostavitev tega stika. To tako, da opozarjajo mnogi, ki se ukvarjajo s tem vidikom našega socialnega zdravja, socialnimi omrežji, so velikokrat ti stiki samo to, stiki. Ne moremo govoriti še o prijateljstvih. Čeprav na Facebooku boste imeli, koliko prijateljev imate. Ampak v resnici, če dobro pomislite, bi težko kvalificirali te ljudi, vsaj vse med njimi, kot svoje prijatelje. In še vedno vam to, da ste v stiku z nekom, omogoča istočasno tudi, da je med vami in to osebo vendarle velika oddaljenost. Ne morda fizična oddaljenost, ampak čustvena oddaljenost, kar se tiče zaupanja in mnogih drugih stvari. Skratka, stiki, ki nam se ponujajo, so velikokrat le zelo površni. Ne gredo globlje v nekaj, kar bi lahko imenovali prijateljstvo. Danes, ko govorimo o prijateljih in o prijateljstvu v tem našem predavanju, bomo izhajali iz ene od definicij, kaj seveda s tem mislimo. In prijateljstvo lahko definiramo kot neromantičen odnos, ki temelji na pripadnosti, ne pa na funkciji dveh, ki sta v odnosu. Seveda, prijateljstvo je tudi v romantičnih odnosih, da se razumemo, v vseh drugih odnosih. Ampak zaradi jasnosti same, da vemo, o čem govorimo, torej osredotočamo se na ljudi, s katerimi nismo v zakonski zvezi, recimo nismo v nekem drugem romantičnem odnosu, niti nismo v delovnem razmerju s temi ljudmi, torej funkcija. Ampak izključno naš odnos temelji na naši želji po tem, da se družimo, da smo skupaj, da pripadamo temu odnosu, tako en kot drugi ali ena kot druga. Skratka,
to je tisti vidik, na katerega se osredotočamo. Seveda pa, kot sem rekel, komponenta prijateljstva in zato stvari, o katerih bomo govorili, so uporabne tudi širše, je v vseh ostalih odnosih. Verjetno tudi za ljudi, s katerimi skupaj delamo, lahko govorimo, da smo na nekem prijateljskem odnosu z njimi in lastnosti, ki jih prepoznavamo v odnosih ali odnosu, ki ga imenujemo prijateljstvo v skladu s to definicijo, lahko najdemo tudi tam. Ampak tako, da nam bo lažje torej razmišljati o tem, osredotočamo se na ljudi, ki jih dejansko imenujemo ali jih imamo za svoje prijatelje, ljudmi, s katerimi imamo odnos, ki temelji na, rečem, prostovoljni pripadnosti temu odnosu. In na samem začetku bi si pogledali nekaj dejstev, pravzaprav 3 dejstva, ki se nanašajo na prijatelje, na prijateljstvo, na ta odnos. Prvo dejstvo je, da imajo naša prijateljstva rok uporabe. Mogoče to zveni zelo čudno in kruto na nek način, ampak dejstvo je, da se moramo zavedati, da prijateljstva ne trajajo večno. Tudi tista najdaljša se nekega dne končajo, če ne prej takrat, ko eden od 2 umre. Ampak mnogo prijateljstv, mnogo odnosov, ki jih označujemo prijateljski odnos, mnogo naših prijateljev, pravzaprav, ki smo jih poznali nekje v preteklosti, danes ne bi mogli več imenovati za svoje prijatelje. Lahko bi rekli, da so to še znanci, lahko so ljudje, s katerimi smo v stiku, nekaj vemo o njih, ampak vendarle govoriti o prijateljskem odnosu v tej isti stopnji, na isti način, kot smo ga poznali nekoč, bi danes zelo težko. Spomnite se samo svojih prijateljev in prijateljic iz, ne vem, vrtca ali osnovne šole. Kje so danes? Za nekatere vemo, kje so, za druge ne vemo niti to, kje so. Ampak zanimivo je seveda takrat, ko smo bili v tej fazi našega življenja, da smo velikokrat razmišljali o tem, da bomo s temi osebami ostali prijatelji do konca svojega življenja. Je tako? Nič nas ne bo odvrnilo enega od drugih, ampak že sam prehod, recimo iz vrtca v osnovno šolo, je porušil en kup prijateljstev, ki so obstajala. Pa potem vsako leto je prinašalo ravno tako določene spremembe. Prihajali so novi prijatelji in prijateljice v naše življenje, nekateri so odhajali. In seveda v življenju je to nekaj povsem logičnega. Dejstvo je seveda, da na drugi strani obstajajo prijateljstva, ki so zelo dolgotrajna, ki trajajo, rečemo, veliko dlje, kot je samo neko obdobje v našem življenju, ampak kot sem rekel, tudi ta imajo svoj tisti končni rok uporabe. Skratka, zakaj to poudarjam? Nič katastrofalnega ni, če nekoga, ki je bil naš prijatelj v nekem obdobju našega življenja, zaradi različnih življenjskih okoliščin izgubimo kot svojega prijatelja. Preprosto mogoče ni možno ohranjati več prijateljstva, ne da je prišlo do konflikta, ne da se ne maramo več, ampak življenje je prineslo neko spremembo in prijateljstvo, ki je obstajalo v nekem obdobju, je počasi šlo narazen in naše življenjske poti so šle vsaka v svoji smeri. In seveda moramo se zavedati tudi tega, da prijateljstva, ne glede na to, kako trdna so videti, so krhka tudi zaradi mnogih drugih vplivov, s katerimi se soočamo v življenju. Ljudje se ne le razhajamo zato, ker naše življenjske poti gredo vsaka v svojo smer, ampak seveda tudi v naših odnosih lahko pride do določenih razhajanj, pride do določenih konfliktov, ki pripeljejo do tega, da se določeno prijateljstvo preprosto poruši. Jasno je, da je prav in dobro, da znamo reševati konflikte, nesoglasja, do katerih pride, da znamo graditi prijateljstvo, vztrajati pri tem, kar je dobro, ampak v prijateljstvu in za prijateljstvo sta potrebni 2 osebi. Tako da tudi naša najboljša volja, kot smo zadnjič omenili, ni vedno dovolj. Mi lahko naredimo tisto, kar lahko mi z naše strani naredimo. Torej, to je prvo dejstvo, s katerim se soočamo. Drugo dejstvo, ki je ravno tako pomembno, je dejstvo, da je prijateljstvo neke vrste investicija. In sicer investicija, v kateri je valuta, ki jo vlagamo v to investicijo, kaj? Kaj mislite? Čas. Tako. Čas je valuta, ki jo vlagamo. Pravzaprav je čas valuta, s katero plačujemo vse v življenju.
Mi razmišljamo ali pa mislimo, da plačujemo z denarjem. In res je, damo denar veliko krat. Ampak že če razmišljate o tako materialni stvari, kot je, ne vem, nakup stanovanja, naprimer, in vzamete kredit. Tisto, o čemer pravzaprav razmišljate, je, koliko časa boste morali delati za to, da boste ta kredit odplačali. Merimo s časom stvari, ne razmišljamo veliko krat, tako mislimo, denar je tisto primarno, ampak v resnici je čas tisti, ki šteje. In ko gre za prijateljstvo, potem je valuta, ki jo investiramo, še toliko bolj čas. In vem, da ste slišali že to pesem, ki jo bomo slišali. Zdaj upam, da se bo slišala dovolj dobro. Za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseliti in kdaj znati potrpeti. Verjetno bi se lahko tudi zapeli, pa bi tudi to bilo nekaj, kar bi prispevalo k uspehu te naše šole boljšega življenja in samega predavanja. Za prijatelje si je potrebno čas vzeti. S časom, ki si ga vzamemo, kažemo pravzaprav, koliko nam je nek odnos pomemben. Ne le prijateljski odnos, tudi vsi drugi. Če smo rekli, da je čas valuta, s katero plačujemo, s časom dokazujemo, koliko nam je nekaj ali nekdo v resnici pomemben. Naše besede govorijo eno, naša dejanja, predvsem ko gre za uporabo časa našega, lahko povejo nekaj povsem drugega. Seveda, ko govorimo o času, ne govorimo le o kvantiteti časa, ampak govorimo tudi o kvaliteti časa. Ampak ne rabimo si metati nekako peska v oči, pa se izgovarjati na to, da ni pomembna kvantiteta, ampak samo kvaliteta. Pomembna je tudi kvantiteta, ampak ni najpomembnejša. Pomembno je, da čas, ki si ga vzamemo, čas, ki ga investiramo, je kvaliteten čas. Je čas, ki je resnično osredotočen na izgradnjo nekega odnosa, prijateljstva. Čas, ki je posvečen temu. Ne samo čas, ki ga na nek način živimo skupaj, preživimo skupaj. Čas, ki mine v tem, ko smo skupaj, ampak čas, v katerem počnemo stvari, ki nas povezujejo. Čas, v katerem počnemo stvari, ki gradijo naše prijateljstvo. Čas, v katerem počnemo stvari, ki poglabljajo naše medsebojno zaupanje. Skratka, zelo pomembno je, kaj v nekem času počnemo, ampak čas je ta bistvena valuta. In če želimo ohranjati stike s prijatelji do konca svojega življenja, za neko določeno skupino prijateljev, seveda potem moramo biti pripravljeni na investicijo časa. In ko smo na tej točki, nam je povsem jasno, da seveda ne moremo biti v enako prijateljskem, če lahko tako rečemo, oziroma enako globoko prijateljskem odnosu z velikim številom ljudi, a je tako? Ker preprosto nimamo časa za to. Lahko imamo veliko znancev, lahko imamo veliko ljudi, s katerimi smo v stiku, ampak tistih, s katerimi ta stik postane tudi bližina, zaupnost je v našem življenju relativno malo. Lahko je to samo nekaj oseb. In nič hudega ni v tem, ker spet ni pomembna količina prijateljev. Ni pomembno, da rečem, jaz pa imam 10 dobrih prijateljev, ti pa jih imaš samo 5. Jaz sem boljši kot ti. Ne tekmujemo med sabo. Pomembno je, da imamo v sebi ljudi, da znamo vzpostaviti odnose, prijateljske odnose, jih negovati z ljudmi, ki jih pravzaprav potrebujemo za to, da živimo polno življenje in katerim mi prispevamo k temu, da oni živijo polno življenje. Prijateljski odnos je na nek način daj-dam odnos. Kasneje, na koncu našega predavanja, bomo spregovorili nekaj o nefunkcionalnih prijateljskih odnosih in kako se jim izogniti. Ampak zdaj še nismo na tej točki. Skratka, drugo dejstvo je, čas je tisto, kar investiramo v prijateljski odnos. In tretje dejstvo, ki ga bi rad omenil, je, da prijateljstvo seveda se gradi z besedami in dejanji. Ne samo z besedami, ti si moj prijatelj ali moja prijateljica, ampak z dejanji, ki potrjujejo te besede. Z dejanji, ki jih v času, ki ga namenjamo odnosu, vlagamo v to, da to prijateljstvo raste, se poglablja, bližina postaja še bolj pristna in naš odnos na ta način seveda doživlja tisto, kar največ lahko doživi. Skratka, ne le besede, ampak dejanja, ampak tudi besede
so pomembne. Tudi način, na katerega govorimo o teh, ki jih imamo za svoje prijatelje, je zelo pomemben. Ne jemljimo prijateljev in prijateljstva za nekaj samoumevnega. Saj on je ali ona je moja prijateljica, lahko rečem, lahko povem karkoli hočem, ker je moja prijateljica, bo to tak ali tak prenesla. Ne bo. In vsi to vemo, vsi to izkusimo, velikokrat prepozno morda ali pa velikokrat zaradi tega po nepotrebnem doživimo, seveda marsikaj, čemur bi se drugače lahko izognili. Ne jemljimo svojih prijateljev za samoumevne. Investirajmo čas v odnos, ampak to svojo investicijo potrdimo in nadgradimo z besedami, ki jih uporabljamo, ko govorimo o teh osebah, ko govorimo o našem odnosu in pa seveda z dejanji, s katerimi pokažemo, da je nekdo resnično naš prijatelj. Ker eno je reči, ti si moj prijatelj ali moja prijateljica, drugo pa je poleg tega tej osebi tudi zaupati. Ne le zaupati neke skrivnosti, sploh pa ne skrivnosti o nekom drugem ali tretjem, ampak zaupati osebi kot osebi, zanašati se na osebo v tem smislu, da vemo, da je tu, da nam je na razpolago in da smo tudi mi na razpolago tej osebi, kadar nas potrebuje. Da, zaupati je tudi svoje poglede, svoje doživljanja sveta, v katerem živimo in podobno. In to vse počnemo s tem, ko govorimo in delamo stvari, ki prispevajo k temu, da se naše prijateljstvo poglablja in da raste. Sedaj smo prišli do točke, ko bomo spregovorili nekaj o tem, zakaj je ohranjanje družabnih stikov, prijateljskih stikov pomembno za naše telesno zdravje. Ker, kot smo rekli zadnjič, stvari, ki so v nas, v naših mislih, v naših čustvih, vplivajo na naše telo. In zato govorimo v teh naših srečanjih in o enem in o drugem. In zato bi tokrat predal besedo gospodu Tihomirju Odrčiču, ki nas bo povedal v to temo socialnega zdravja. Socialna medicina me je spremljala od začetka mojega študija pa vse do nedavnega. Kjerkoli sem se začel ukvarjati malo z nekim učenjem, bodisi na dodiplomskem, a kasneje tudi na podiplomskem študiju, vedno smo imeli socialno medicino. In glej ga zlomka, na medicinski fakulteti celo dvakrat. Ko smo imeli socialno medicino v prvem letniku, smo si mislili, vsaj jaz sem tako, ne, mogoče tudi drugi, kaj nas s tem zdaj gnjave, dajte nam konkretno medicino, kakšna je to socialna medicina. Mi hočemo medicino z inštrumenti, medicino z pacienti, a ne z teorijami. Ne. In glej, v tretjem letniku spet imamo socialno medicino. Prav tako tudi kasneje na postdiplomskem skoraj stalno se je ponavljala in stalno. Tako da mene je ta socialna medicina dosti zamorila. Ne. Jaz upam, da danes vas jaz ne bom tako. Poskušal sem to čim krajše in čim bolj logično spraviti, da nam vsem bo enostavno in preprosto in da se nekako navežemo na to, o čem nam je magister Godina prej govoril in verjetno tudi nadaljevanje bo. Najprej samo kratek preizkus znanja. Definicija zdravja Svetovne zdravstvene organizacije se glasi, prostovoljec, kakšen medicinari ne smejo odgovarjati, ker upam, da vejo. Zdravje je, prav to ni. Prav to ni le, ne, tako da rečem. Ja, ampak to je tisto, kar najbolj čutimo. Ne, da. Zdravje je stanje popolnega, da mislite, ta strašno visoka vrednota, ne, tako popolnega, kakšnega telesnega, duševnega, lahko rečemo tudi umskega, duševnega in socialnega ali pa družbenega blagostanja ali pa blaginja. In ne moremo mimo tega, gotovo. Ne. Zdaj pa, evo, moram vas malo zamoriti, ampak v našem času ni bilo to tako preprosto, moramo reči. Najprej izhajamo tu iz sredice, starost, spol, vednost, to ni socialno, to sem jaz. Ne. To je moje, jaz sem toliko star, jaz sem tega spola in imam takšno pač dedno zasnovo in to me bo zadelo, ker sem pač tam. Ne. Ampak, sedaj, kar sledi te pač ostale plasti, ki so okrog tega, to so socialne determinante, torej nekaj, kar določa. Dejavniki življenjskega sloga posameznika. To je v prvi plasti, takoj nad
mano kot posameznikom, osebkom. Ne. Torej, dejavniki življenjskega sloga posameznika, na to imate vpliv družbe in skupnosti, v tretji plasti, ki ni tako blizu nas, ne, so življenjski in delovni pogoji, čeprav včasih mislimo, da so to strašno pomembne stvari. In na koncu, šele na koncu, splošni družbeno-ekonomski, kulturni in okoljski pogoji. Zdaj pa gremo hitro čez vsako od teh plasti, da vidimo, kaj bi to nekje pomenilo. Gremo najprej od tega v začetku in potem se na koncu vrnemo spet še enkrat na to prvo plast, na te dejavniki življenjskega sloga posameznika. Zakaj boste zdaj takoj videli? Namreč, kaj v to lahko spada? To je zgodnji otroški razvoj, prehrambene navade, odvisnosti, katere pač s časom nekako nas prevzamejo, stres in zelo pomembna komponenta povezanost s prijatelji in sorodniki. Kasneje malo več o tem. Naslednja plast je vplivi družbe in skupnosti. Tu imamo mesto na družbeni lestvici, ki smo ga pač zavzeli. Nekdo bi rekel tudi z rojstvom, ampak jaz se ne bi strinjal s tem. To se pač pridela nekako. Ne. Potem družbena izključenost v negativnem smislu. Tu se stalno izmenjujejo negativni in pozitivni. Vi lahko to obrnete tako ali drugače. Recimo, če gledate na to negativno, potem to vpliva na bolezni. Če gledate pozitivno, vpliva na zdravje. Torej, lahko to. Potem mreže družbene podpore. Ne socialne mreže, ampak mreže družbene podpore, za katerih pač skrbi nekje naša, recimo, lokalna skupnost. In potem imamo naslednja plast, to so življenjski in delovni pogoji. Tu je stres na delovnem mestu, brezposelnost v današnjem času zelo pomemben dejavnik nekako, ki ga srečujemo, plača, ki jo imamo, ne. Tudi to vpliva na naše zdravje kot socialni efekt. Iz plače gledajoč tudi naša kupna moč. In na koncu imamo to zadnjo plast, za katero bomo hitro šli čez njo, ne, to je bruto družbeni proizvod, ne, dostopnost do zdrave hrane, dostopnost do varnega prevoza, zanimivo, ne, dostopnost do zdravstvenega varstva in dostopnost do izobrazbe. Zdaj pa nekateri boste rekli, ja, zato je seveda, da to skrbi država in socialno zdravje je pri nas slabo, ker so te plasti, torej zunanje plasti slabe. A nihče se ne sprašuje, kaj s tem? Veste, kaj to pomeni? No, takoj bomo videli, kaj to pomeni. Dejavniki življenjskega sloga posameznika. Kaj s tem? To je edino od vsega tega, na kar lahko direktno vplivamo. In o tem se danes tudi pogovarjamo. Magister Godina o tem bo še nekaj govoril. Ker to vse drugo lahko vplivamo z volitvami, lahko vplivamo, ne vem, z našim delom, pa ga izgubimo, ne? Ker torej, če se že pogovarjamo o socialnem zdravju, zagrabimo tam, kjer lahko. Še enkrat ponavljam, kaj so ti? Zgodnji otroški razvoj, torej v družini lahko vplivamo, kako bomo otroka vzgajali, kakšne prehrambene navade bomo pridobili, potem kakšne odvisnosti ne bomo pridobili in seveda o stresu se vedno pogovarjamo in ne nazadnje povezano s prijatelji in sorodniki. In to je to, kar danes tudi glavni predavatelj tukaj pričakuje od mene, a to je, da jaz povem, kaj ta povezanost s prijatelji in sorodniki konkretno in kako res konkretno in dejansko vpliva na naše zdravje. Imamo tukaj nekaj teh momentov. Krepitev imunnega sistema in splošne odpornosti na bolezni pri ljudeh z učinkovito družbeno podporo. Torej, takšni ljudje, ki imajo razvito povezanost s prijatelji in sorodniki, gotovo bodo manj zbolevali že za takšnimi boleznimi, ne, kot so recimo nalezljive, ne, ali pa ne vem kakšne druge imunske bolezni. Potem telo lažje obvladuje stresne situacije, če oseba ima pozitivno družbeno podporo. Potem zmanjšana pogostnost koronarnih dogodkov ljudi z družbeno podporo. Zanimivo. Pa še nekaj. Daljše preživetje po srčnem infarktu oseb z mrežo prijateljev. To, kar ste tu naštevano, vsi mislite, da veste. In jaz to vem. Ampak to so raziskovali in o tem obstajajo številne raziskave, ki o tem govorijo. Potem lažji boj z odvisnostmi. Mi vemo, da se danes ljudje, ki se borijo z odvisnostjo, vključujejo v skupine, v skupinsko zdravljenje. Potem
je neka avstralska študija, ki je spremljala 1500 ostarelih oseb, poročala o 22% daljšem življenju tistih, ki so imeli večjo mrežo prijateljev. In nazadnje, preživetje žena z rakom na dojki, ki so se priključile neki podporni skupini, je bilo 2-krat daljše od tistih, ki se niso. To so vse pač izsledki različnih raziskav. Jaz bi še nekaj zelo praktičnega povedal. Nimam zapiska o tem tukaj, ampak to vam bom povedal. Če vse to mislite, da je stvar raziskav, da to, ne vem, je tako in drugače misliti, jaz bi se samo na nekaj konkretnega obrnil. Zamislite si naše vasi okrog Kočevja, ki jih imamo nekatere od 2 in 3 hiš. In klic k zdravniku, neko nedeljo ali ne vem, soboto, ko je dežurstvo, ki pravi takole: nimam prevoza, a lahko pride do pomene 2 hiše. In jaz vem, da v oni drugi hiši obstaja vozilo. Ta gospa, ki kliče, sigurno ga nima, vem. Je ostarela, sama živeča hčer, ki ima v Ljubljani, ampak ona nima povezanosti s sosedi, bi rekli. V družbi, v kateri je najboljši sosed Mercator, potem kako bomo tu videli nekega socialnega zdravja. In to potem se nekako projicira, vse navzgor, veste, do tistega. Tako da, vidite, konkretni učinki povezanosti s prijatelji že pri tem. Ali pa obratno, če ga nimaš, ne, potem je tvoja verjetnost, da če zboliš nekje tako v neki odmaknjeni vasi za neko hudo bolezijo, večja verjetnost, da boš umrl neke nenadne smrti kot tisti, ki ima nekoga, ki bo poskrbel. Jaz poznam številne pozitivne primere, da ne bi govorili, da je samo negativno. V mnogih blokih živijo mame, da rečemo mame, stare mame, ki nimajo nikjer nobenega, ali pa imajo nekje v nekem oddaljenem kraju. Ampak za njo skrbi malo mlajša soseda. Vedno se poskrbi za zdravila, za zdravnika, vse. In na koncu, poznate vse te, Zmago je že nekaj omenil, ko jih najbolj potrebujete, teh prijateljev ni. Ampak ti, hvala lepa. Hvala za te spodbude, torej vidimo, da mesa in krvi, kot rečemo. Ne? Prijatelji, ki jih ne samo lahko vidimo na fotografiji na Facebooku ali nekje druge, ampak prijatelji, ki jih lahko vidimo osebno, s katerimi se lahko osebno pogovorimo. Prijatelji, konec koncev, ki nam takrat, ko je to potrebno, ponudijo roko, ki je pripravljena pomagati, tolažbo, ko jo potrebujemo, spodbudo, ko jo potrebujemo, in še bi lahko naštevali. Dejansko si težko na nek način zamišljamo, da v tem tako povezanem svetu, v kakršnem smo, vendarle številni ljudje čutijo zelo veliko breme osamljenosti. Ne le v primerih, kot smo slišali. Včasih imate tudi tisto drugo stran, ko imate v nekem bloku, v mestu, recimo ljudi, ki živijo tam leta, desetletja, pa se praktično ne poznajo med sabo. Nekateri ne vejo, kdo je pravzaprav ta, ki živi nad njimi, ali pod njimi, ali pa celo vrata zraven tega. Tako da, to je seveda tisto negativno, kar obstaja in kar pravzaprav nas čudi, kako je to mogoče. Ker po svoji naravi smo ljudje družabna bitja. Želimo si družbo, bližino nekoga drugega. In ne glede na to, koliko nam vsi ti sodobni načini pomagajo, da vzpostavimo neko socialno mrežo stikov, bi lahko rekli, nas vendarle ne rešijo, kot je povedala tudi tista misel, s katero smo začeli, včasih velike oddaljenosti, ki je med nami in osebo, ki nam bi naj bila pravzaprav zelo blizu. Tako da vsekakor je dobro ne le imeti prijatelje zato, da bi bili bolj zdravi, ampak imeti prijatelje seveda in biti prijatelj zato, da bi živeli bolj polno življenje. In kot smo rekli, lahko v prijateljstvo vložimo in moramo vložiti svoj čas in pokazati in graditi prijateljstvo z besedami in dejanji. Ampak dejstvo je tudi, da včasih
se znajdemo v nekem odnosu, morda v odnosu, ki ga lahko v neki točki ali pa do neke točke imenujemo še prijateljski, kjer pa se stvari nekako obrnejo narobe, kjer stvari tečejo drugače od tega, kakor smo si mi želeli ali si želimo. In danes bi rad v tem zadnjem delu spregovoril o 4 vrstah, recimo temu nezdravih prijateljskih odnosov. Odnosov, ki jih poznamo, odnosov, ki smo jih morda že izkusili v svojem življenju ali pa jih doživljamo ravno v tem trenutku ali poznamo nekoga, ki jih doživlja. In seveda dobro je vedeti, kaj v takšnih okoliščinah narediti, ker rešitev ni samo, prekinimo odnos pa konec. Ko smo leta mogoče vlagali v nek odnos, potem je seveda ta odločitev, da naredimo ta radikalni korak, zelo težka. Nikakor ni to nekaj, kar bi tako z levo roko, kot temu rečemo, naredili. In zato je prav vedeti, kaj lahko, da odnos popravimo, da ga lahko izgrajujemo naprej. Seveda pa se pri tem zavedamo tistega, kar smo rekli, kot dejstvo številka 1, da prijateljstva imajo rok uporabe. In da včasih pridemo do točke, ko neko še tako dobro prijateljstvo se na tej ali oni točki zaključi. Se preprosto ne more nadaljevati naprej. No, poglejmo si, kakšne so te vrste prijateljstva. Nezdrav prijateljski odnos, številka 1. 2 osebi imamo vedno v odnosu. In veliko krat se v odnosu dogaja, da imate 2 prijatelja, ki sta oba prilagodljivca. Kaj to v praksi pomeni? Se pravi, 2 osebi, ki se absolutno prilagajata ena drugi. In to je lepo, boste rekli, kaj je tu nezdravega, kaj je tu slabega. Nezdravo in slabo je pravzaprav to, da se kot simptom takšnih 2 oseb začne kmalu pojavljati nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo nad odnosom samim, zato ker se nam zdi, da se vedno samo prilagajamo drugi osebi. In druga oseba si misli ravno tako, da se vedno prilagaja nam. In seveda potem nimamo odnosa, v katerem bi čutili neko osnovno stopnjo zadovoljstva. Zakaj pride do takšnega odnosa? Zato, ker smo veliko krat v svojem otroštvu naučeni, da je glavna naloga naša ta, da osrečimo druge ljudi, da zadovoljimo njihova pričakovanja. Zato smo začeli s predavanjem številka 1, kjer smo rekli, da moramo biti zvesti sami sebi, da moramo razumeti, zakaj smo odgovorni in zakaj nismo odgovorni, da vsekakor živimo svoje življenje v odgovornosti drug do drugega, ampak za srečo drugega nismo odgovorni mi, ampak je odgovorna ta oseba. Naša dejanja, s katerimi kažemo to odgovornost do, ne odgovornost za. Zapazite, tu je mogoče mala razlika, ampak odgovornost do, naša dejanja lahko prispevajo k temu, da nekdo gradi svoje zadovoljstvo, srečo, dobro počutje in podobno, lahko tudi prispeva v drugi smeri. Ampak v končni fazi izbira za, če zdaj govorimo o sreči, je odločitev drugega. Sreča je pravzaprav odločitev, stanje duha, če lahko tako rečemo. In o tem se odloča vsakdo od nas. Ampak če imamo 2 osebi v prijateljskem odnosu, kjer si vsaka oseba želi, ker je naučena bila morda tako, kot smo rekli, ali pa je iz katerega koli drugega razloga prišlo do tega, da ugodi drugi osebi, da osreči drugo osebo na nek način, potem seveda se kmalu začne pojavljati nezadovoljstvo. Ker zamislite si, da vedno samo delate tisto, kar mislite, da si druga oseba želi. In druga oseba dela tisto, kar misli, da si vi želite. Naenkrat ni več tega, da bi si rekli, kdaj pa jaz pridem na vrsto pravzaprav. Kdaj bom jaz lahko izrazil svoje želje, svoje pričakovanja. Takšno stanje je seveda zelo značilno za stanje zaljubljenosti, recimo. V prijateljskem odnosu sicer smo rekli, da je neromantično, ampak tudi v romantičnih odnosih imamo prijateljstvo in ko sta 2 zaljubljena, potem delate samo tisto, kar hoče tisti drugi, ki je. Skratka, k temu težite. In to vsi poznamo. Ampak v nekem trenutku to vendarle moramo tudi v takšnem odnosu prerasti. In če bomo celo življenje razmišljali samo o drugem, poskušali živeti samo za drugega, odobravanje drugega, srečo drugega ali karkoli, potem ne bomo živeli polnega življenja. In to je v bistvu ne zdrav prijateljski odnos, ko imamo 2 osebi, ki se izključno prilagajata ena drugi. Težava je v bistvu ta, da
vsaka od teh oseb zanika nekako svoje lastne meje. Kot smo rekli, meje so tiste, ki nas definirajo, zato gradimo nekako na te meje, so določajo, zakaj smo mi odgovorni in zakaj nismo. In ker tega ne poznamo, preprosto živimo za to drugo osebo. Potreba, ki se pojavi tukaj in ki jo imamo, je pravzaprav, da se odpovemo tej pretirani ustrežljivosti. To ne pomeni, da moramo zdaj priti v drugo skrajnost, pa reči, mene sploh ne zanima, kaj si moj prijatelj ali prijateljica želi, važno je, da so moja pričakovanja zadovoljena, da je tako, kot jaz hočem in podobno. Ne. Zagotovo ena zdrava stopnja prilagajanja ostane, ampak tudi naše potrebe, naša pričakovanja, naše želje imajo svoje mesto v takšnem odnosu. In ravno tako potrebe in pričakovanja druge osebe, ki jih ta druga oseba lahko izrazi, ne samo tisto, kar mi mislimo, da si ta druga oseba želi. In včasih je v takšnem odnosu treba seveda samo nekako začeti s tem, da pri čisto trivialnih stvarih, nepomembnih stvarih povemo, kaj mi hočemo. Na kateri koncert bi pa mi šli. Ker dejstvo je, da čeprav smo prijatelji z nekom, lahko imamo, če vzamem ta primer, različen glasbeni okus. In če en prijatelj obožuje opero, drugi pa opere ne prenese in vedno hodita v opero, potem je to za enega mučenje. Prijateljski odnos naj ne bi bil to. Skratka, prav je, da povemo in da ne igramo tukaj in rečemo, tudi jaz obožujem opero. Ali pa ne vem, karkoli drugega. Kako bova preživela čas, ko se povedemo, povej, kako si želiš. Ne? Tisto, kar boš ti rekel ali rekli, tako pa bom. Ne? In lahko to naredimo, lahko nam je v nekem trenutku tudi prijetno v, da rečem, takšnem odnosu in takšnem skupnem početju, ampak na koncu odidemo nezadovoljni, prazni na nek način. Zdi se nam, da nekaj manjka v nas, da nekaj, kar imamo mi potrebo, ni bilo zadovoljeno, ni bilo odziva. Zato je fino začeti pri tako neogrožujočih, da rečemo, stvareh. Ko preprosto izrazimo svojo voljo, svoje pričakovanje, svoje želje v pogovoru, v odnosu z našim prijateljem. Seveda, zato je nujen odkrit pogovor in seveda po definiciji bi se prijatelji naj odkrito pogovarjali med sabo, ampak nažalost veliko krat ni tako. Zakaj tega ne počnemo? Zakaj veliko krat pristanemo recimo tudi na takšen vidik prijateljstva? Zato, ker se bojimo, da bomo prijateljstvo izgubili. Da bomo prijatelja izgubili, da ne bo več te osebe. In potem, če nimamo veliko prijateljev, ali pa veliko nekih znancev, je to še toliko večji pritisk, ker se rečemo, kdo bo pa potem moj prijatelj? Na koga se bom lahko zanesel? In potem smo raje pripravljeni potrpeti, pa prenesti, pa vzdihujemo zraven pred tem, ampak nekako poskušamo skozi to. Se pravi, moramo biti v taki situaciji, v kateri se znajdemo in prepoznamo, da je naš nek prijateljski odnos takšen. Torej, želimo si, da bi bil dober, ampak na nek način je ravno zaradi tega nezadovoljoč, dovolj pripravljeni za to, da nekaj naredimo, da ukrepamo, da nekaj spremenimo in da se odkrito o tem pogovorimo. Da povemo, kaj mislimo, recimo, da prevzamemo pobudo mogoče pri tem. In seveda neko nadaljevanje takšnega prijateljstva, da ustvarimo tudi eno zdravo distanco z drugo osebo. Torej, mi nismo druga oseba, mi nismo naš najboljši prijatelj. Naš najboljši prijatelj ni jaz. Nisem jaz. Skratka, obstaja distanca in nič ni slabega, če se zavedamo te distance, te ločenosti, da imamo dve osebi, mi nimamo ene osebe. Še vedno imamo dve osebi, ki tvorita nek odnos prijateljstva in ostajata dve osebi. In dve osebi, ki nista zavezani samo temu odnosu, torej izključno. Včasih imamo takšne situacije, ko nekdo preprosto zahteva, kasneje se bomo tudi tega dotaknili, da smo samo njegov ali njen prijatelj, prijateljica. Verjetno ste se že znašli kdaj v tej situaciji. Moja hčera, mlajša, zdaj zadnje leto hodi v vrtec in ima non-stop v vrtcu take situacije. Ti si samo moja prijateljica, danes pa ne bom tvoja prijateljica. To so stvari, s katerimi pride. Ne? In za njo, ko pride včasih domov ali pa ko gre vrtec, je to velika frustracija. Ne? Ampak veliko ljudi gre skozi življenje na ta način, ne? S tem pričakovanjem, ti si samo moj prijatelj, samo moja prijateljica izključno. Ne.
Lahko imamo stike, odnose, tudi prijateljstvo z drugimi ljudmi in to nič ne škodi temu prijateljstvu, o katerem govorimo. Ampak potrebno ga postaviti na zdravi temelj in ustvariti eno zdravo distanco, eno zdravo oddaljenost v tem odnosu. Ko imamo dve taki osebi, seveda imamo še druge vrste odnosov, če gremo na drugi odnos, imamo osebo, ki se prilagaja in osebo, ki je na nek način nasilna, ne mislim fizično nasilna, ampak osebo, ki vedno nekaj zahteva, vedno nekaj hoče od vas. Ne? Kilo cukra, ključe od avta ali pa 3 ure vašega časa, da jo poslušate. In potem ste seveda vi tu, da ustrežete tej osebi. Seveda spet imamo situacijo, ko ne moremo govoriti o enem zadovoljujočem prijateljstvu. To ne pomeni, da zdaj brca v ta zadnjo pa to osebo skozi vrat, ampak da nekaj lahko na tem področju naredimo. Seveda, če smo tako en kot drugi pripravljeni na to. Simptomi, ki se pojavijo, značilnosti takšnega odnosa je, da ena oseba je vedno zagrenjena, to je tisti, ki se mora vedno prilagajati, ne, ki mora vedno dajati, od katerega se vedno nekaj pričakuje, ta postane zagrenjen. Tistemu drugemu pa gre na živce nerganje, ker je ta zagrenjen. Ker je siten, kot rečemo, in ni zadovoljen. In imamo odnos, ki ne deluje, ne funkcionira. In nekaj v takšnem odnosu je treba spremeniti. Zakaj pride do takšnega odnosa? Zato, ker je prva oseba, tista, ki se prilagaja, bila naučena ali pa razmišlja, da se je treba za vsako ceno izogniti konfliktu. Ker če smo prijatelji, potem nimamo konfliktov med sabo. Drži? Ne drži. Ne drži. Konflikt ni, da se stepemo ali pa skregamo, pa se nikoli več ne pogovarjamo. Konflikt je preprosto, ko pride do dveh različnih mnenj o neki situaciji. Ne rabimo težiti k temu, da imamo vedno isto mnenje kot naš prijatelj ali prijateljica. Vedno isti okus kot naš prijatelj ali prijateljica. Ne, lahko imamo svojega, ampak če smo naučeni, da se treba za vsako ceno izogniti konfliktu, potem se bomo seveda prilagodili, bomo popustili in bomo dovolili, da druga oseba doseže svoje. Ta druga oseba, ta nasilnež pod narekovaji, ta, ki zahteva vedno nekaj, pa je seveda nepotrpežljiv v tem smislu, da preprosto ne zna počakati na to, da zadovolji svoje neke potrebe, želje ali pričakovanja, ki jih ima. In vsi mi se tega učimo od otroštva, če hočemo naprej. Verjetno ste videli, že ali pa slišali za poskus, ki so ga opravljali na različne načine in na različnih lokacijah, ampak vedno da zelo, zelo podobne rezultate. Originalno poskus je bil izveden nekaj desetletij nazaj, ne vem točno leta, katerega je bilo, ampak otrokom so takrat na mizo nastavili tisto mehko penasto zadevo, ne vem, zdaj pozabo, kako se reče. Mančmelo. Mančmelo, se pravi tisto zelo mehko stvar, ne, ko guma je, bonbon taki pravzaprav, se ne vemo niti kaj je, bonbon, žvečilna ali karkoli. In so rekli tem otrokom za mizo, so jih posadili takšno, kot je recimo ta tukaj na stol in so nastavili na mizo eno to zadevo. In so rekli tako, izpraševalec otroku, ki je bil sam v sobi z njimi, rekel, jaz bom zdaj odšel ven iz te sobe. In ko pridem in čas je bil različen, ampak 5 do 15 minut je običajno bil čas, ko pridem čez ta čas nazaj, če boš še vedno imel tega na mizi, torej če ga ne boš pojedel, dobiš še enega. Lahko ga poješ, ampak če ga poješ, ne dobiš več enega. In otroci so se borili, ne, ker otrok težko čaka. Otroku, če rečete jutri, je to za njega nikoli. Ne? To vemo vsi. Ne razmišlja na ta način. In nekateri so se takoj vdali. Čim so se zaprla vrata, so vzeli tega in v usta in konec trpljenja. In vsega. Drugi so dejansko trpeli, ko jih gledate, ker snemali so jih s kamero. In na kamerih vidite, kaj so počeli. Eni so lizali mizo od muke po tistem. Verjetno so mislili, da se kaj soka ali okusa pretočilo v to, recimo. Drugi so peli, šteli, vse mogoče so delali, samo da ne bi razmišljali o tistem. Eni so zdržali skoraj do konca, pa so potem vzeli in pojedli. Recimo. Nekateri pa so vzdržali. In dejstvo je, da osebe, ki se ne naučijo počakati na zadovoljitev neke svoje želje, ne, potem v odnosu prijateljskem zahtevajo, da se njihove želje izpolnijo. Tako, ampak to je v bistvu, recimo temu, nezrelo pričakovanje. Se pravi, nekaj, kar mogoče pri otrocih še na nek način
pričakujemo oziroma do neke točke toleriramo, ampak jih učimo, da to presežejo, ne, da tudi oni znajo sami počakati na to. Če je oseba nepotrpežljiva, potem zahteva, ne, zdaj, hočem, rabim to takoj, ne jutri, zdaj, v tem trenutku. In seveda težava je spet ista, na eni strani ni mej, ne, en se čuti, jaz sem odgovoren za srečo mojega prijatelja, drugi pa ne spoštuje nobenih mej, ne pričakuje, da boste rekli, joj, ne morem, ne gre. Tega odgovora ni, saj si moj prijatelj, a nisi moj prijatelj, jaz sem, ja potem pa daj. To je odnos, ki ne deluje, seveda ne deluje tako, da bi bil zadovoljoč. Potreba je, da vsak začne prevzemati svoj del odgovornosti za takšen odnos, da vsak nekaj na tem področju naredi. In začetek je v tem, da se postavijo neke določene meje spet, da se reče, glej, to lahko, dosem lahko, te stvari zmorem, ostalo ne. Oseba, ki je nezadovoljna, mora tukaj prevzeti pobudo, ker tisti drugi ni nezadovoljen. Nezadovoljen je samo, če nergate. Samo takrat. Drugače pa je vse ok, ker vedno dobi, kar hoče. Skratka, če čutimo neko nezadovoljstvo v odnosu takšnem, potem je treba prevzeti pobudo. Reči, ne, do tod, ne dlje, ne morem. Ne? Imam tudi druge, recimo, potrebe. Kako? Z osebo se soočimo. Preprosto in to povemo. Povemo ji, da ne prenašamo tega, da vedno nekaj zahteva od nas, nekaj pričakuje in da smo mi vedno tu in ustrežemo. Včasih to zelo lepo zveni. Ne? Imate prijatelja, na katerega se lahko vedno zanesete. Ampak nekaj vam bom povedal, včasih za tega prijatelja to ne zveni to tako lepo kot za vas. Zato, ker se naveliča do neke točke, da vam mora vedno biti na razpolago. Ne pravim, da so vsi taki, ampak lahko pride do tega. In zato je dobro razmisliti malo o teh stvareh. In tisto, kar se takimo, rečemo, nasilnež mora naučiti, je, da doživi posledice tega, da če se razjezi, da rečemo, ker zdaj tega ni tukaj, takrat na voljo, koga on hoče in pričakuje, da pač tega ni. In da se ne more vedno zanesti v smislu pričakovanja na to, kot neke obveze. To je tvoja naloga, da si mi vedno na razpolago. Kako lahko takšen odnos se nadaljuje? Preprosto se, kot rečemo, temu redefinira. Postavijo se neki novi temelji. Se reče, glej, morava stvari nekako drugače narediti. Ne morem biti jaz vedno tisti, ki poskrbi za vse, kar ti nimaš v tem trenutku. Ker velikokrat je to, kar nekdo nima, mu manjka, da rečemo, ali nekaj potrebuje, pravzaprav posledica tega, da ta oseba, ne vem, mogoče živi zelo neorganizirano. Za nekatere imate občutek, da v njihovi trgovini nikoli ne prodajo ene vrste izdelka, ker vedno pridejo k vam po tisto. Pa ga prodajajo, zagotovo tam. In ni vprašanje, da ga ni vprašanje, da si oseba recimo ne more privoščiti, ampak preprosto ve, saj, če ne bom imel, bom imela ta moja prijateljica, ne? In bom šel preprosto tja in bom ga dobil. In takšna oseba se mora soočiti z neko posledico tega, da pač enkrat tega ne bo, ker niste obvezni skrbeti za to. In potem se lahko stvari začnejo torej redefinirati, postaviti na en drugi temelj. In o prijateljstvu se moramo pogovarjati. Če smo nezadovoljni v prijateljskem odnosu, moramo spregovoriti o tem. Moramo reči, glej, to mi je všeč, to cenim, te stvari občudujem pri tebi, vesela sem zaradi tega, ampak so stvari, ki mi povzročajo neko nelagodje, mogoče neko težavo. Ne rabimo se bati tega, če se bo zgodilo, mogoče to zdaj zveni zelo grdo in kruto, ampak če se bo zgodilo, da oseba, ko ji povemo to, kar pač čutimo in doživljamo, reče tako, zdaj pa konec z našim prijateljem, potem je to zelo dobro, da se je to zgodilo v tej točki. Mogoče zveni zelo kruto in grdo, ampak prihranili si boste veliko nesreče, mogoče dolgoročno gledano. Tako da ni treba imati tega preveč tragično. Če nekdo ne more sprejeti, da smo v odnosu enakopravni in investiramo en in drugi v to. Nezdravi odnos številka 3, imamo prilagodljivca, spet enega. Seveda v nezdravih odnosih imamo vedno enega, ki se mora prilagajati. Ne? Prilagodljivca in pa nekoga, ki manipulira. Zdaj ni nasilen, ne zahteva, da rečemo, ampak zna na prijeten način, na pravi način, s pravimi besedami. Kot otroci znajo z nami starši, tako prijatelji znajo s prijatelji. Pove nekaj, naredi mogoče nekaj malega in takoj nas ima. In mi naredimo
in potem, ko naredimo in pridemo domov, se jezimo, zakaj smo to naredili, zakaj smo spet nasedli na to, kar smo naredili, čeprav smo točno vedeli, kaj se bo zgodilo. To so te situacije, ki mislim, da jih doživljamo kdaj. Seveda, nekaj bi še rekel, da ne moremo reči za nek prijateljski odnos, da vedno kaže značilnosti samo enega. Lahko pride do prepletanja različnih situacij v tem. Ampak pomembno je, da jih prepoznamo in da ukrepamo. Kaj so simptomi torej tega? Spet zagrenjenost. Ne? Mi smo zagrenjeni, če smo prilagodljivec. Tisti, ki manipulira z nami ali če mi manipuliramo, kar mislim, da ne. Ampak, ne? Če manipuliramo, je druga oseba zagrenjena. Nikoli tisti, ki to počne, ni. Tisti tako ali tako doseže svoje, kot temu rečemo. Tisti drugi pa ne. In zato seveda je zagrenjen. Zakaj pride do tega? Spet isto, izogibanje konfliktu. Ne? Če bom rekel ne, če bom nekaj odrekel, če nekaj ne bom naredil ali ne bom ustregel, potem bo konflikt, bo jeza in jaz se moram izogniti, rad živim mirno življenje. To je dobro, čim manj stresa je dobro za moje telo. Spomnite se, kar smo rekli tukaj, ne? Uporabimo oziroma bolje rečeno zlorabimo neke informacije in si opravičimo neko ravnanje, zakaj smo naredili nekaj narobe. Mimogrede, zanimivo je, da boste vedno rabili več razlogov za to, da upravičite napačna dejanja kot prava. In če boste ugotovili, da ste uporabili veliko domišljije in mentalne energije, da ste našteli razloge, zakaj nekaj ne bi naredili, potem je to napačna odločitev in bi morali pravzaprav to narediti. Spomnimo se samo, ne vem, telovadbe ali pa nečesa. Koliko razlogov najdemo, zakaj ne telovadimo vsak dan? Koliko jih je potrebnih, da bi samo en, ker je to dobro za naše telo. Ampak mi jih najdemo 10, 20, če je treba, zakaj ne. Od tega, da nimamo časa, prostora, prave opreme, pa ni pravi datum, pa luni namena ali kaj zvem, kaj še vse. Ne? Skratka, samo naštevamo. In v odnosih ravno tako, ne? Ko začnemo nekaj naštevati, iskati, zakaj ne? Problem. In če pride do konflikta, nič hudega. Konflikt se da razrešiti. Na eni strani imamo nekoga, pravim, kot se izogibajo konfliktov, na drugi imamo nekoga, ki ni odgovoren za to, ki preprosto, glavno, da doseže svoje. Čisto vseeno mu je za vas ali za nekoga drugega v tem odnosu. Težava spet ista, ni odgovornosti tiste osnovne, da bi se zavedali, da smo v tem odnosu enakopravni. Potreba naučiti se reči ne. O tem smo, mislim, da že govorili na enem predavanju tu nekaj let nazaj in dobro si je stvari včasih ponoviti, ne? Kako reči ne, kako odreči, kako začrtati neko mejo pred tem. Nič se bati tega reči, dosti ljudi se boji. Ker kaj? Vprašamo se, kaj se bo zgodilo, če bom rekel ne? Kaj si bo ta drugi mislil o meni? In potem smo spet, jasno, mi smo tisti, ki se prilagajamo in smo nezadovoljni v tem. Začetek vaja postavljanju mej, mali ne tu ali tam, kadar je upravičen. Ne zdaj kar ne, pol pa se čudimo, zakaj nihče noče biti naš prijatelj. Takrat, ko je potrebno, takrat, ko čutimo, da ne gre, da smo prišli do neke točke, odkud ne moremo dalje, se ustavimo tam ne preko sebe na silo, kot temu rečemo. Kako opišemo, zadnjič smo že to rekli, ko pridemo do takih situacij, povejmo, kaj se v nas dogaja, ko čutimo, da nekdo manipulira z nami. Veš, ko mi rečeš to, ko narediš ono, ko me povabiš tja, ne? Vse fino, je lepo, ampak vem, da to narediš zato, da bi nekaj dosegel, da bi nekaj dobil. Opišimo tisto. Takrat sem žalosten, ko se potem to zgodi, to me prizadene, karkoli. Vsak pozna take situacije pri sebi. Nadaljevanje odnosa je seveda, da se ta odnos poglobi v tem smislu, da ta druga oseba spozna. Mogoče včasih nekdo počne nekaj, ne da bi to načrtno hotel početi. Preprosto mi smo navadili včasih tako osebo na neke besede, dejanja in ravnanja in vemo, da ko to naredim in naredim ono in seveda ta oseba to spozna in smo v začaranem krogu. Ampak poglobimo odnos, povejmo, izrazimo čustva, pričakovanja, ne obsodimo, ne črto čez vse, ampak odprimo vrata za neko boljše nadaljevanje odnosa s tem, da preprosto povemo, kdo in kaj smo in kaj želimo, kaj pričakujemo, kaj nas na drugi strani prizadene, recimo. In zadnji, četrti nezdravi odnos imamo prilagodljivca in brezbrižneža. Imenujemo ga tako simptomi. Na eni strani imamo občutek nepomembnosti. Zakaj ta brezbrižnež nam reče, če ne boš ti moj prijatelj, bo pa nekdo drug.
ti brezbrižneži so ponavadi osebe, ki imajo dokaj razvejano to socialno mrežo, veliko stikov, veliko ljudi, na katere se lahko zanesejo na nek način in iz katerih lahko izgradijo svoje prijatelje, ampak vsi njihovi prijatelji, skoraj da, če lahko uporabimo to besedo tako absolutno, ne, so prijatelji za kratek čas. Ko pride do prvega nesoglasja, nestrinjanja, razhajanja, česarkoli, se ta brezbrižniški mu je čisto vseeno za odnos obrne pač drugam. Če ne gre tu, si reče, bomo pa nekje druge. In jasno je seveda, da takšen daje tistemu drugemu v odnosu občutek, da je nepomemben, ko pa ta izrazi svoje pričakovanja, želje, potrebe, ki jih ima, pa ta reče, zakaj težiš, ne? Kaj pritiskaš, zakaj bi rad od mene? Ne morem jaz to, glej, koliko je drugih, najti drugi, jaz bom nekje druge. To so stvari, ki delujejo velikokrat na žalost v naših odnosih na tak način, kot si ne želimo. Zakaj pride do tega? Na eni strani imamo strah pred izgubo spet, ne? Sploh osebe, ki niso priljubljene nekako. Recimo v šoli imamo veliko teh pritiskov, v šolah. Imate osebe, ki so zvezde na šoli, da rečemo, ki si lahko dovolijo vse. Imate pa take, ki so nekako v sami, neki izolirani. In ko se vzpostavi en odnos, in seveda ponavadi je to zelo neenakopraven odnos, ponavadi ta pod narekovaj zvezda ne vidi v tem neko priložnost, da ga izrabi. Ne. Lahko je to, ne vem, boš mi napisal ta referat, boš prebral ono namesto mene, če hočeš biti moj prijatelj. Ta nima prijatelja, hoče si biti prijatelj z nekom priljubljenim in bo naredil vse. Ampak potem, ko ni več te potrebe, se ta obrne in gre drugam. In to se prenaša kasneje v življenju ravno tako na mnoge druge situacije. Na eni strani torej oseba, ki je zelo priljubljena, na drugi ni, in jasno je, da seveda ta oseba, ki ni, si ne želi izgubiti tisto, ki je, ker to daje neko vrednost tudi. In kot sem rekel, ne samo v šoli, tudi kasneje pride do tega. Težava preveč, na eni strani vlaganja, na drugi premalo vlaganja v odnos, oziroma nobenega. En bi naredil vse, drugi ne bi naredil nič za ta odnos. Potreba za tega, ki bi naredil vse, da dela manj. To povemo prijatelju, prijateljici, če to čutimo, če je takšna situacija. Glej, zdi se mi, da je samo meni mar za to prijateljstvo. Da samo jaz vlagam v ta odnos, da samo jaz to in to delam za to, da bi ta odnos obstal. In lahko je, ko to rečete, to šok za drugo osebo. Lahko je ta oseba zgrožena, lahko vas začne napadati, recimo, kako si upaš kaj takega. Ampak potem je to samo potrditev običajno tega, kar ste rekli, da je temu točno tako. In ponavadi se na tej točki veliko odnosov tudi preprosto prekine, ker nekdo ne prinaša pritiska. Ne? Zakaj mi spet težiš? Grem drugam, grem nekam, kjer mi nekdo ne bo težil. Začetek spet nove postavljanje določenih mej in pa nova prijateljstva, iskanje novih stikov, ki se lahko razvijajo globlje v neko prijateljstvo in prijateljski odnos. Kako to naredimo? Opišimo, kaj se dogaja. Nas ne napadajmo, to je zelo pomembno. Zadnjič smo rekli, ne napadamo, opišimo. Glej, ko ravnaš tako, ko to narediš, jaz čutim to. Poiščimo pojasnilo, mogoče pri tej osebi, zakaj to naredi, recimo. In pa nadaljevanje lahko, ali se bo ta odnos poglobil in bo tisti drugi tudi rekel, glej, oprosti, žal mi je, nisem vedel, da to tako deluje. Dajva nekaj narediti, oba, sem pripravljen, ali pa preprosto pride do prekinitve tega odnosa. To so 4 vrste, 4 tipi, lahko rečemo, nezdravih prijateljskih odnosov. Ali pa nezdravih značilnosti nekega prijateljskega odnosa. Ker v vsakem, kot smo rekli, lahko pride kdaj do česa od tega. Tisto, kar je pomembno, je, da to znamo prepoznati, si tega zavedamo in da vemo tudi, kaj narediti. Zato, da bi resnično živeli polno življenje na področju naših medosebnih odnosov, naših prijateljstv. Konec koncev zato, da na koncu življenja ne bi rabili reči, želim si, da bi ohranjal stike s prijatelji. Ampak s takimi v takšnih razmerih verjetno si ne želimo. Ne, se pravi, želimo si funkcionalna prijateljstva, kjer dobivamo in kjer dajemo lahko. Prijateljstva, kjer smo lahko to, kar smo, in kjer je druga oseba lahko to, kar je. Prijateljstva, ki temeljijo na zaupanju, medsebojnem zaupanju, ne samo zaupanje ene osebe do druge, prijateljstvo, v katere investiramo svoj čas in jih gradimo in izgrajujemo. Ker edino ta prinaša neko trajno
zadovoljstvo in so nam v tisto zdravo oporo in imajo tudi pozitivno učinek na naše telesno zdravje, o čemer smo slišali. Ker vse te nefunkcionalne vrste nimajo pozitivnega učinka. Zato moramo težiti k temu, da izgradimo zdrave prijateljske odnose. In s tem smo prišli do konca tega našega 4. Srečanja, ko smo govorili o prijateljstvu. Naše 5. bo zadnje obžalovanje, kako se izogniti temu, da bi na koncu svojega življenja rekli, želim si, da bi si dovolil biti srečen ali srečna. Kako, na kakšen način biti srečen, kaj je za to potrebno in stvari, ki so s tem povezane, pa